predsednica društva Iviljana Belis, Društva za srečno življenje Belis, želi srečo vsem. Evo, novo šolsko leto, ali sploh veste, da je bil pred 7 dnevi napisan nov odlok strani države? A ste seznanjeni, kakšen je ta odlok? O prostovoljnem samotestiranju otrok, mladostnikov, šolnikov, študentov in drugih. A si lahko to predstavljate? V tem času, ko epidemija v uradnem listu ni razglašena, pa bi morala biti po 4. odstavku 7. člena Zakona o nalezljivih boleznih. Minister je dolžan v primeru, da se bolezen tok razširi ali področno kakorkoli razklicati, ali področno zadevo, ne pa po vseh šolah, po vsej Sloveniji, kar z odlokom, ker to je epidemija in to mora razklicati. Zakaj jo mora razglasiti? Obvezno mora razglasiti epidemijo, zaradi tega, ker potem, ko jo razglasijo, mora tudi preklicati, da se vrnejo stvari v normalno življenje. Očitno ta elita nima namena razglasiti epidemije, ampak jo hoče pelati kar večno. Ne bomo tega dovolili. Ne zaradi naših otrok, zaradi nas samih in zaradi našega življenja. Tukaj smo, da se za to borimo in to si bomo izborili. Gre za nov primer širjenja nedovoljenega posega v človekovo telo ter za dejstvo, da je etilenoksid snov z rakotvornimi lastnostmi in vpliva na plodnost in živčni sistem, s katero je treba ravnati previdno, že mimo tega, da se tišči v noske naših otrok. O lastnostih etilenoksida pišejo pri NIJZ. Etilenoksid ima genotoksične rakotvorne lastnosti, pri NIJZ-ju to povejo, na palčkah pa točno vemo, da to obstaja. Obstaja tudi slovaška študija, ki smo jo že lani aprila o njej govorili in je objavljena zdaj, hvala Bogu, je to prevedeno v čudovito slovenščino, si lahko sami preberete. In Iviljana bi danes govorila o novem šolskem letu in o nevarnosti tega. Tako da zdaj predajam besedo. Draga Iviljana, prosim te, stopi pred mikrofon in osmisli to zadevo v tistem duhu, kot ga ti čutiš. Ja, hvala lepa. Prosim. Mihael, hvala, ker si povedal že bistvo. Ne bomo dovolili. Ne smemo dovoliti. Prepovedati moramo. Glasno. Starši, ne dovolite. Učitelji, ne dovolite. Ministri, ne dovolite. Vojaki, ne dovolite. Policaji, ne dovolite. Uslužbenci, ne dovolite, da vam kdorkoli da tesno palčko v nos. Vam ali vašim otrokom. Ne dovolite, ker je rakotvorno, ker je strupeno, škodljivo in nepotrebno. Popolnoma nepotrebno. Slišite, prosim. Ptički na vejah ščivkajo. Svoboda, ne samo pticam. Svoboda otrokom. Svoboda ljudem. Zdravje ljudem. Ne dovolite. Kako samo testiranje? Zakaj? Da boste otroke uničili? Da jih boste poškodovali? Njihove možgane, njihove sluznice? In dajali strupe v telo? Društvo za srečno življenje Belis se zavzema za naravne zakone, za matematično logiko, za izobraževanje. In tukaj smo Društvo za srečno življenje za vas, za nas, za skupnost. Da bomo dali resnico na prvo mesto. Da nas bo resnica osvobodila. Ne laži, ne denar, ne prevare, ne genocidi. Prosim, slišite. Odločni ne tesnim palčkam za večno. Veste, kaj je za večno? Nikoli, nikdar ne smemo več dovoliti, da bo kdorkoli, komorkoli ukazoval, svetoval, ponujal palčke za nos. Le zakaj? Ni potrebno teh strupov dajati v nos.
ne koristijo, škodujejo. Če je človek prehlajen, čajček, ležanje, sprehod, mir in zdravje se vrne. Naše telo je sveto. Mi smo Božji otroci, rojeni za življenje, za zdravje. To, palčke nas uničujejo, testi nas uničujejo, cepiva nas uničujejo, to, kar nam iz zraka dol pošiljajo vsak dan, to, kar nam v hrano dajo, kar nam dajo v kozmetiko, kar nam dajo v zemljo, v vode, to nam škoduje. Kakšne palčke? Ne rabimo palčk. Rabimo odgovorne ljudi. Zelo odgovorne ljudi, ki bodo rekli ne s trupom iz zraka, ne s trupom na hrano, ne s trupom v kozmetične izdelke. Rabimo ljudi, ki delajo za življenje, ki delajo za mir, ki delajo za zdravje, ne za denar. Kakšne palčke? A veste, kje jih delajo? V kakšnih okoljih delajo? In zakaj jih delajo? Lepo vas prosim, ljudje Božji, odločni ne. Kot je Mihael rekel, obstajajo že študije, kaj vse je v teh palčkah, več vrst palčke. Ne bomo danes o tem govorila, ker ni potrebno. Lepo vas prosim, nobenemu otroku ne dajte palčke, ne doma za samotestiranje, ne sebi, ne bližnjemu, ker je to kaznivo dejanje. To je genocid, ki ga delate sebi in bližnjim. Z Mihaelom sva danes odločna, zato ker mene boli, kaj sem slišala 2 dni nazaj na Planetu na info oddaji. Da ni nobenih zapovedi, ni potrebno otrokom, ki so prišli sedaj v šolo, mask nositi, ampak daj se doma sami samotestirajo. S čim pa? Strupi, ki škodujejo otrokom. 95 tisoč učencev in okrog 79 tisoč dijakov je spet v šoli po 3 neobičajnih šolskih letih zaznamovanih z epidemijo. Šolsko leto se začenja brez epidemioloških omejitev, vseeno pa ostajajo določeni ukrepi za zajezitev širjenja koronavirusa. Stroka priporoča redno prezračevanje šolskih prostorov in samotestiranje v domačem okolju. Med letošnjimi novostmi je tudi spremenjen termin zimskih počitnic. Ste videli fanta? Kako si daje dolgo palčko v nos? Strup si daje v nos. In reklamo delajo. Televizija. Vsi novinarji, ki to širite. Sram naj vas bo. V dno duše naj vas bo sram. Na kolena pejte, pokasajte se, zakaj delate to. Za denar. Poslušate ljudi, ki nimajo drugega v srcu kot kamen, ki genocide delajo, ki hočejo bolnike zato, da bodo zdravniki imeli delo. Zdravniki bi morali biti plačani po tem, koliko procentov zdravega naroda je v državi, koliko zdravih ljudi je zdravih. Potem bi mogli biti zdravniki plačani. Preventiva je pomembna. Ne pa, da nas zastrupljajo s hrano, z zrakom, z vodo, z testnimi palčkami, s cepivi, s tableti, s pregledi, z raznimi ne vem kaj diagnozami, lažnimi. Zato, da nas delajo za bolnike. Mi nismo bolniki, mi smo zdravi ljudje, imamo dušo, imamo duha, imamo telo, ki se samo obnavlja, kadar ima pogoje za to. Spanje, sprehod, mir, ljubezen, to so naravni zdravilci. Kako bomo našo državo in svet popeljali v tisto izobilje, v raj, če ne bomo rekli odločni ne vsem tem neumnostim? Skrajni čas je, da se upremo in da delamo to, kar je naravni zakon, kar je matematična logika, da prepovedujemo laži, da prepovedujemo vse te genocide in da rečemo da življenju. In zato prosim vse vas mamice, vse vas starše, vse vas učitelje, vse vas, ki imate srce,
Ne dovolite, da se po časopisih, po televiziji širijo take neumnosti. Morate samo se testirati, bojite se, da boste zboleli, zato ker se bojite, da boste zboleli, morate dajati strupe v svoje telo, da boste potem zboleli. Normalno, strah prikliče strah, strup prikliče bolezen, diagnoze prikličajo strahove in bolezni. In kje je potem tukaj sreča, zdravje, mir, ljubezen? Hvala vam, ker ste me slišali danes. Resnično hvala. Za konec pa bi prebrala še 2 člena iz Ustave. In to je 17. člen in 18. člen. 17. člen pravi, da je človekovo življenje nedotakljivo. Človekovo življenje je nedotakljivo in v Sloveniji ni smrtne kazni. Kaj pa delajo s cepivi? Kaj delajo s temi raznimi strupi? Ljudi počasi ubijajo, morijo jih. Delajo jih za bolnike, za odvisnike. Od testov, od cepiv, od tablet, od ne vem česa vse. Ustava nas ščiti pred tem in odločno recimo ne tem ukrepom. Vsem. 18. člen pa je prepoved mučenja. Nihče ne sme biti podvržen mučenju, nečloveškemu ali ponižujočemu kaznovanju ali ravnanju. Na človeku je prepovedano delati medicinske ali druge znanstvene poskuse brez njegove svobodne privolitve. Res je, ljudje moramo privoliti, sami si bomo dali palčke v nos, tako nas spodbujajo. Sami bomo šli k zdravniku po cepivo, 3., 4., 5., 6. dozo, ker potem imajo čiste roke. Saj ste se sami odločili. Sami ste odgovorni, ja, smo sami odgovorni za svoje zdravje in da rečemo ne, to pa smo res odgovorni. In Društvo za srečno življenje Belis se tukaj zavzema, da se dvigne naša zavest, da se dvigne naša integriteta, da se dvigne naše razumevanje, kaj je zdravje in kaj zdravje ni, in da se dvigne tudi razumevanje, da imamo pravico živeti človečno življenje, dostojno življenje, suvereno življenje, svobodno življenje, zdravo življenje. In da lahko rečemo odločni ne vsem tem ljudem, vsem tem poskusom, vsem tem testom, vsem tem odlokom, ki niso v skladu z ustavo, z naravno logiko, z matematično logiko, z naravnimi zakoni. Lahko rečemo ne. In nihče, prav nihče nas ne sme prisiliti v nobeno stvar, ker je to kaznivo dejanje. To je genocid, to je mučenje, to so medicinski poskusi. In ljudje, dragi moji, recite ne odlokom, testom, strupom in recite da življenju in zmagali smo že, ker je življenje vse tisto, ki ga vsi želimo živeti. In sedaj, ko smo v obdobju, ko bomo dobili novega predsednika Slovenije, vas pozivam tudi jaz osebno. Dajte podporo za takega predsednika, ki bo imel srce, modrost, integriteto, ki ni iz politike, ki ni nastavljen, ki mu je mar za ljudi, za otroke, ki ima srce, ki ima dušo. In v Društvu za srečno življenje Belis zbiramo podpore. Če jih bomo zbrali minimalno 5000, bomo predlagali enega izmed 3 kandidatov, ki so se javili, da so pripravljeni prevzeti to odgovorno delovno funkcijo v Sloveniji za slovenski narod, za slovenske otroke, za slovensko življenje.
Če pa ne bomo izbrali dovolj podpor, bomo pa mi na izrednem občnem zboru 17. septembra skupaj se odločili, komu bomo dali zbrane podpore. In prosim vas, pojdite na občine, podpišite to podporo, s seboj imejte samo pasuš ali osebno izkaznico, niso vrste, ni potrebno čakati, ne morete se naročiti, pridete, podpišete, mogoče boste par minut čakali in potem to prinesite v Društvo za srečno življenje Belis. S tem boste naredili veliko, veliko dobrega zase, za svoje otroke, za prihodnje generacije. Najlepša hvala.